Naši učenci so aktivno vključeni v projekt Prihodnost mladih v Evropi. Skozi projekt spoznavajo Evropo, evropske dežele in razmišljajo o tem, kakšna prihodnost jih čaka v Evropi. Izražajo svoje potrebe, svoje želje, svoje cilje, pričakovanja in poskušajo svojo vizijo svojega življenja nekako umestiti v možnosti, ki jih ponuja Evropa. V gosteh imate italijanske učence. Tako, v gosteh imamo učence iz Italije, tudi naši učenci so bili že gostje v Italiji, dobili so to izkušnjo mobilnosti, dobili so to izkušnjo življenja, kulinarike, turističnih znamenitosti, šolskega sistema v Kalabriji. Sedaj pa nekako vračamo to in poskušamo italijanskim učencem prikazati življenje v naših krajih. Je to neka oblika praktičnega dela tega programa? Tako, to je, kako prenesti to teoretsko vsebino, kaj ponujajo dežele po Evropi v praktično življenje. Kako poteka tukaj, kak je šolski sistem, kako učence, potem kasneje dijake pripravljamo na aktivno življenje, na aktivno državljanstvo v posamezni državi. No, to druženje bo trajalo kar nekaj dni. Kako izgleda ta konkreten praktični del programa? Tako, naši učenci so že predhodno, kot tudi italijanski, pisali eseje na temo Prihodnost mladih v Evropi. O teh vsebinah se bojo zdaj aktivno pogovarjali, vsebine so že predstavili tudi publiki, izbrali smo najboljši esej in teoretske vsebine, kako vidimo stvari, prenašamo v prakso, prenašamo v družabno življenje, prenašamo v prikaz turističnih znamenitosti, v prikaz kulinarike posameznih dežel, tako da dobijo ta občutek aktivnega življenja tam, kjer smo. Kako pa poteka komunikacija, pogovor med našimi slovenskimi učenci in pa italijanskimi? Naš skupen jezik komuniciranja je angleščina, vendar moram priznati, da tako naši učenci, ki so na tem področju bolj opremljeni z znanjem, v primerjavi z italijanskimi presegajo to bariero in nekako izražajo to, da jezik ni ovira. Poskušajo se sporazumevati na različne načine, vendar pa vsekakor na dolgi rok zasledujemo cilju, da izboljšamo znanje angleščine na obeh stranih in da bo tudi komunikacija lahko še bolj učinkovita. In kakšne želje izražajo učenci oziroma mladi, kakšna naj bo Evropa za njih? Mladi si želijo čim več možnosti, mladi si želijo še več potovanj, še več izmenjav, želijo si spoznati prijatelje z drugih držav in nekako dobiti potem tako, kot v bistvu se tukaj trudimo, konkretno izkušnjo, kako pa izgleda to življenje v tujem okolju, v tuji državi. Predvsem potovati v tuje okolje, kar je tudi naš cilj, in potem v bistvu s temi izkušnjami iz tega okolja se vrniti nazaj v našo državo in prinesti tudi primere dobre prakse tukaj in sedaj in k nam domov.